Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V galeriji občine Radovljica je na ogled razstava avtorice Tadeje Peternelj Rozman Abrakadabra. Avtorico imamo sedaj pred našim mikrofonom in bova na kratko predstavili to razstavo. Tadeja, lepo pozdravljena. Lep pozdrav tudi vam. Od kje je prišla sploh ideja za tole razstavo, pred katero stojiva? Ideja je pravzaprav prišla ob igranju šaha. Cela razstava je namreč posvečena z nekimi atributi in vsebinami samemu igranju in razmišljanju ob igranju šaha. Iz kakšnih materialov pa je narejena ta razstava? Pravzaprav celotna razstava je narejena iz odpadnih materialov, kar pomeni tudi platna, podokvirji, vse to sem nabirala, shranjevala in potem napela platna, sestavila figure. Seveda vse tisto, kar sem nabrala, ni bilo več možno za nadaljnjo uporabo na kakršenkoli drug način, tako da sem jih osvežila z neko novo likovno vsebino. Vam je šah ljubi, da je pač razstava nastala na ta način, na šahovske figure? Ja, mislim, da je šah kar ena redkih iger, ki ni odvisna od sreče. Tam se kaže neko tvoje razmišljanje, neke tvoje poteze in razmišljanje ob tem, tako da mi je zelo všeč pri srcu. Ja. No, ta razstava je sedaj v galeriji Avle občine Radovljica že kar cel mesec. Kam pa še potuje ta razstava? Del te razstave bo na ogled še v decembru v knjižnici na Bledu, tako da tudi tja vljudno vabljeni. In koliko časa je nastajala ta razstava izpod vaših rok? Vem, da nastajale so že druge razstave tudi. Ali pa mogoče že razmišljate že naprej, že za kakšno drugo? Zelo dobro vprašanje, hvala. Razstava je nastajala kar po koncu prejšnje, ki sem jo imela 2016, se mi zdi. Od takrat so se pletle ideje in preden so te ideje dozorele, preden se je material sestavil tako, kot sem želela, je preteklo kar 6 let. Kar mi je pa pri tej razstavi najbolj všeč, je pa to, ker sem končno spet v nekem novem svetu. Naredila sem en korak z mojim abstraktnim pristopom v neko novo smer, ki jo bom z veseljem naprej raziskovala. Pa človek lahko vsak dan ustvarja ali je to mogoče samo trenutek, da so to dnevi, ki so najbolj primerni, večeri, jutra? Kaj je najbolj primerno za vas? Pravzaprav bom rekla tako. Lahko povem, kako jaz ustvarjam. Moje ustvarjalno mišljenje je vezano na vsak dan skozi cele dni. Prvič je moja profesionalna pot taka, kot učiteljica likovnega pouka sem stalno vpeta v likovno razmišljanje. Po drugi strani je pa tako, da samo ustvarjanje v fizični obliki, slikanje in tako naprej, pa je kar ponavadi vezano na kakšne zelo zgodnje jutranje ure, ko je še glava čista in je lahko se lažje predajaš potem barvam in njihovim odnosom. Hvala lepa za pogovor in je res domiselna razstava je tole. Najlepša hvala.